Če ste pomislili, da gre za impreco STI ali pa vsaj VRX, vas moram že na začetku razočarati. Ali pa navdušiti, če ste privrženec modernih turbodizlov. To, da se pod to luknjo vrti dizelski bokserski motor, je namreč bolj nenavadno, kot videti žensko v bokserskem ringu. Dolgo so Japonci potrebovali, da so pod tale pokrov spravili motor, ki ga imamo Evropejci tako radi. In zdi se, da se je čakanje splačalo. Očitno ves ta čas Japonci niso sedeli križem rok, ampak so se učili od drugih. Kako tipično od njih. Po drugi strani pa je fino, da so dovolj trmasti, da niso le kupili že znanega in preizkušenega agregata, temveč razvili popolnoma novega. Čisto svojega, tako da jim je treba priznati pogum. Strokovnjaki so jih kar nekaj časa prepričevali, da zasnova agregata z nasproti si ležečimi vali ni primerna za dizelsko gorivo. Mimogrede, če niste vedeli, ker vali ležijo in se gibljajo eden proti drugemu, kot da bi boksali, takšnim motorjem pravimo bokserski. In le na takšen način je Subaru ohranil tisto, po čemer jih tako cenimo. Nizko težišče in simetrični vsekolesni pogon. Notranjost je najmanj zanimiv in zelo dolgočasen del imprece, zato ji ne bomo posvetili posebne pozornosti. Vse deluje tako kot mora, lahko bi bilo manj cenene in trde plastike, za razliko od bencinske pa tule ni reduktorja in skala na merilniku vrtljave gre le do 5000. Prav tako je za ta velikostni razred zelo majhen in nizek prtljažnik, a tudi 4-kolesni pogon je nekam treba pospraviti. Vse ostalo, zaradi česar boste ta avto kupili, pa se začne in konča tukaj, na cesti. Ne gre za dirkalnik, le za avtomobil, ki je narejen po meri zahtevnega voznika. Čeprav se karoserija nagiba, je lega na cesti odlična zaradi nizkega težišča. Volan bi lahko ponujal še več informacij, ampak vseeno veste, kaj se dogaja s kolesoma. Pika na i je vrhunska trakcija, hvala odličen 4-kolesni pogon, tako da lahko marsikateri ovinek zvozite z do konca pohojenim plinom, pa ne bo praktično nobenega odrsavanja. Pazite le, da ne boste prehitri. Motor se namreč zelo rad vrti, kar za večino dizlov sploh ne velja. Ob tem je tudi zvok dovolj drugačen, da vas bo navdušil, le dobro ga morate ogreti. Kaj sploh še ostane bencinski 2-litrski impreci? Seveda, za 2000 evrov nižja cena in lepši zvok motorja. Po drugi strani pa tudi za 2 do 3 litre večja poraba in slabše zmogljivosti. Kar težko mi gre z jezika, ampak v primeru imprece vsekakor izberite dizelsko. Razen, če je vaša edina izbira STI. Potem pozabite na vse, kar sem rekel do zdaj.